Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem Angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In ponovno se vam javljam, tokrat z morskega oddiha, kamor sem si šla napolniti baterije, in upam, da ste tudi vi te praznike izkoristili za to, da se ponovno napolnite s svežo novo energijo. Pa poglejmo, kaj nam angeli sporočajo za teden, ki je pred nami. Prva karta je kočija in nadangel Metatron. Nadangel Metatron vedno prinaša neke globje spremembe, vpoglede in pa pot naprej. In tudi v tem primeru tisto, kar je pomembno, je, da začnete upoštevati dejstvo, da je vaša notranja volja tista, ki vas žene naprej. Da je zelo pomembna tudi ta samodisciplina pri doseganju nekih ciljev. Prejšnji teden, če se spomnite, so bile energije namenjene bolj družini, temu primarnemu krogu, ki nas podpira. In če so te korenine trdne, če so temelji dobro postavljeni, potem lahko na njih gradimo naprej. In Metatron tokrat sporoča, da se bojo vsi te rezultati, ki jih toliko časa že nekako čakamo, da bojo zdaj začeli tudi prihajati. Ne glede na to, da je mogoče čas retrogradnega Merkurja, tisto, kar ste v preteklosti vložili v neko delo, bo zdaj počasi začenjalo dobivati tiste sadove, ki jih želite videti. Še ena stvar je pomembna, in sicer uravnovesiti svojo svetlobo in notranjo senco. Se pravi, tudi senca je del nas, tudi tisto, česar nočemo videti, je del nas, in ravno tako nam daje energijo, če to znamo lepo uporabiti. Naslednja karta je devetica ognja. Devetica ognja, ki pravi: zaščitite, kar ste ustvarili, bodite pogumni in verjemite vase. Se pravi, to, kar sem prej že rekla, ne, da je pri Metatronu, da se bo začelo kazati tukaj, se pravi, ne popuščati. Veste, noč je najbolj temna, tik preden se začne daniti. In ko imamo občutek, da smo že res dosegli svoje meje, svoje zmožnosti, takrat gremo lahko še majčkeno naprej. In devetica ognja je točno to, da to, kar ste do zdaj vlagali, da ne tega kar spustite, ampak da pejte naprej s tem in da se postavite zase. Postavljanje mej. Meje so izredno pomembne, se pravi, ne prepustiti drugim tistega, kar ste zdaj vi toliko časa kreirali, ustvarjali in na tem delali. In še tretja karta. Vitez vode. Vitez vode, ki pa govori o naših pustolovščinah, o tem, kako s svojimi čustvi upravljamo in kako jezdimo na teh valovih svojih čustev. Se pravi, čustveno ravnovesje. V tem, kar dosegate, v tem, kar delate, v tem, kar prihaja skozi Metatronovo energijo, skozi ogenj, je treba najti tudi čustveno ravnovesje. Se pravi, biti dovolj odprti za nove pustolovščine, biti dovolj pretočni in ne samo po površini gledati, pejte tudi noter v globine kdaj, v globine svojih čustev, ne se jih ustrašiti. Prej sem rekla, glejte, tlele, Metatron, svetel in temen konj, senca in svetloba. Do sence pridemo, ko gremo v globino. In to vitez vode zelo lepo zaokroži, da ne samo energija je pomembna, ne samo volja, ne samo energija, tudi čustva in čustveno ravnovesje, in iti v globine, pogledati res noter, kaj se dogaja in kako stvari prihajajo na plano.
Tako da to bi bilo za teden, ki je pred nami. Očitno bo zelo en intenziven teden, kjer je treba paziti tako na svojo energijo, na to, kam želimo, kje so naše meje in biti še čustveno uravnovešeni. Tako da jaz vam želim, da ta teden naj bo maksimalno učinkovit, naj bo maksimalno uspešen in zavedajte se, da ste že angeli. Da ste angeli, ki imajo človeško izkušnjo in ne obratno. In želim vam en čudovit teden in se vidimo naslednji ponedeljek. Na koncu pa še eno zanimivo vabilice seveda. Čau, čau!